Enkrat, ko odkriješ te zmogljivosti avtomobila, si seveda tudi malo več upaš, veš, do katere mere je varno, ja, in rečeš, dajmo pa probati, ne. Konec koncev sem sam Kamničan in ko nekoga srečam na ulici, je to v bistvu neka potrditev, da je to naša služba res privilegij. Ta avto nam pripomore, kadar reševalca rabi suport zdravnika, se zdravnika s tem avtomobilom hitro naglo pripelje na teren. Uporabljamo ga v primeru, da z reševalnim vozilom ne pridemo do neke točke. Tukaj imamo precej hribovit teren, velika planina, potem Sveti Primož, pa razni odročna področja v Tuhinjski dolini. Tam nam tudi to vozilo pride prav. Tudi v ulicah, kjer je manj prostora za reševalno vozilo, lahko pridemo z vozilom urgentnega zdravnika. Če lahko, bom rekel, pelješ malo bolj dinamično, je seveda to zelo dobra izkušnja. Avto ima konec koncev pogon na vsa 4 kolesa, se te prednosti zavedaš, tudi pelješ tako bolj dinamično, varno konec koncev. A lahko greva en krog skupaj? Evo, lahko, se zapeljeva. Zdaj imamo pa skup tandem, prvega med reševalci, pa še zdravnik zraven. Kako pa sploh en tak avto, ki je Škoda Kodiaq, dobi službo pri reševalcih? Kaj je bilo tisto merilo odločitve, ko ste iskali avtomobil? Avto je moral imeti 4-kolesen pogon, da je zadost visok od tal, da se da normalno zapeljati čez rob pločnika ali pa da se da z njim peljati po nekem makadamu. Tudi malo bolj zrukanen, da se z njim pride na veliko planino, recimo po tisti poti, ki ni več namenjena nujno čisto običajnim osebnim avtom. Pa znotraj tega smo pa seveda iskali, kje dobiti največ avta za svoj denar. Definitivno smo se prav odločili, v bistvu nam avto služi svojemu namenu. Mene vedno fascinira, pa vedno pozabim, vedno vsakič znova, ko se v ta avto usedem, je ta prostor, ne? Po moje, če bi še vi, Sašo, da usedeš malo naprej, bi se jaz dejansko tukaj lahko zlomljeno nogo pelil. To, da je udoben, je že koristno. Smo pa želeli predvsem je dovolj prostora za opremo, pa seveda dovolj prostora tudi za kakšnega dodatnega člana ekipe, ki se nam kdaj pridruži in je na zadnjih sedežih. Velikost avto je neka taka prednost, ki ti daje nek občutek majhen večje varnosti v primeru kakšne nezgode, ki jo hvala Bogu še nikoli nismo imeli. Ko se odločamo za nakup avtomobila, je ta koncept varnosti v ospredju. Ker nujna vožnja v bistvu ni, to je vse eno tako koncentrirano delo, to ni gas do konca pa brez glavo divjanje, vsem smo v prometu, vsem so tukaj pešci, vsem so tukaj nepredvidljivi ljudje. Če odmislimo recimo same paciente, so sigurno najlepše intervencije, panoramsko najlepše tiste na veliki planini. To je en tak highlight dneva, kadar moraš iti tja, še posebej, če tam potem izid zdravljenja, oziroma še posebej, če ne gre za neko tako stvar, ki bi nekomu pustila trajne posledice, govorimo o pacientu. Fanta, hvala lepa za tole vožnjo. Jaz vam želim veliko varnih, pa predvsem uspešnih kilometrov na intervenciji. Čau!